Predstavitvi knjige Nedostojno delo, prekarizacija standardnega in nestandardnega zaposlovanja v Sloveniji. Urednika sta Miroslav Stanojevič in Saša Furlan, prosti Saša. Danes je toliko naporno, da včasih kar malo leži. Knjiga je po mojem mnenju ena od pomembnejših knjig v slovenskem prostoru, na to temo predvsem zato, ker je specifična v tem, da prekarnost kontekstualizira, bolj kot da bi iskala odgovore na to, kaj je prekarno in kaj ne, v to večno neko vprašanje, ki si ga kar naprej postavljamo, je pomembno to, da prekarnost kontekstualizira in sicer po eni strani zgodovinsko, kar naredita urednika v prvem delu knjige in potem tudi politično, kulturno in tako naprej. Ne ukvarja se toliko tudi seveda z trgom dela, zaposlovanjem in tako naprej, ampak bolj se ukvarja z kontekstom, kjer se to odvija. In v tem smislu je specifična in po mojem mnenju bistven doprinos k znanstvenim razpravam na tem področju. Jaz bi zdaj za začetek kar predala, imamo tle, mislim, da si rekel 7 avtorjev, tako da zagotovo ne bo veliko prostora, da bi vsi spregovorili, zato ker je približno 1 uro bi predstavljala knjigo, potem pa mislim, da moramo imeti tudi nekaj časa za razpravo, pa bi dala potem za uvod kar besedo urednikoma. Mi smo znotraj centra v okviru raziskovalnega centra v okviru FDV-ja našega inštituta smo dobili leta 13 in 14 3 projekte. Mladih projektov ni, veste, kako se zgodijo, potem se zgodijo naenkrat 3 komadi. Vsi na izstopila in podobno temo prekarizacije. Potem se mi je zdelo, in to je potekalo v letu od 13, 12, 16 te raziskave, potem se mi zdelo škoda, da to ostane v takšni obliki surove, da to spravimo neko knjižno obliko, bolj berljivo, dostopni širši javnosti. To je bila osnovna ideja. Potem sem povabil te avtorje, ki so bili vključeni v te projekte, da pripravijo na neke povzetke ali tekste, in to je bilo orodje knjige. Potem je srečna okoličina bila čisto na ključe, da so Saša, moj študent, in da smo se ob neki priliki dobili, bila je tudi neka debata, in je ekipa mlajših ljudi iz njegovega kroga se pogovarjala in imela debato na temo teh sodobnih tehnologij, te delitvene ekonomije ali platformnega kapitalizma, kako temu rečem. Zadelo se mi je čudovito, da to kombiniramo s tem materialom, ki ga imamo. Potem je Sašo prevzel nase, da on to bo skoordiniral in mora reči, da vsi se malo zavleklo, ali bi bilo natančno narejeno, zamikom. Vse je bilo zamikom. In potem smo skombinirali in sestavili ta material. Na koncu smo izoblikovali knjigo, ki ima neke 4 bloke. Prvi uvodni, ob našem uvodnem tekstu, recimo del, ki se ukvarja s prekarizacijo dela v Sloveniji. Ten drugi del je zelo pomemben in ja mislim nekako osrednji tematsko, ki se fokusira na panožne ali sektorske razlike med v terminih tega prekarnega dela. Temeljno ugotovitev naše raziskave, da je prekarizacija neenakomerno med sektorji raztvorjena. Z določeni tipi prekarizacije fokusirani na en sektor, drugi se pojavljajo hujši v drugem in tako naprej. Najboljši primer je recimo ta izvozni sektor strojna industrija. Tu se pojavljajo neke razno majhnem odstotnem deležu delo za določen čas, ki uporabljajo te tovarne. Recimo v trgovini na drobno, da je množično uporabo dela za skrajšan delovni čas. Večinoma ženska delovna sila. To je recimo takšno primer. Zdaj, to je zelo pomembno, ki so mi v teh mednarodnih primerjavah ugotavljali,
da so sektori v mednarodnem okolju medsebojno zelo podobni. Ponavadi rečemo, so te nacionalne ekonomije, da obstajajo neke razlike, mi smo skupaj z drugimi raziskovalci ugotavljali, da so to podobnosti neverjetne. Tako da ponavadi govorimo o tem, ko se zakopljamo v en sam nacionalni primer, celo o metodološkem nacionalizmu, da samo to dela. S temi primerjavami presegamo ta metodološki nacionalizem in iščemo, da so podobnosti zares presenetljive. Dobro, to je ta drugi del, potem je tretji del, ta blok platforme kapitalizma, kako da rečemo. Ja, modelitne ekonomije. Dobro, in ta zaključni, zadnji blok je, žal mi je, da je ni tukaj, Barbara Eigen je napisala, to je napisala samostojna knjiga, to je tematizirala je pravno regulacijo prekarnega zaposlovanja v Sloveniji. Tako da tu smo, to se čisti pravni tekst, zelo natančno, če boste pogledali, zelo natančno je fascinantno res napisano. In to je približno struktura. Znam, jaz ne vem, vsebinsko, ja, vsebinsko, ker se mi zdi zelo dobro umesti, da to v nek zgodovinski kontekst, mogoče, če Saša, ti lahko ponoviš to. Ja, mislim, jaz se mogoče lahko osredotočim na ta del. Tema, s katero sem se jaz vsebinsko ukvarjal, poleg uredniškega dela, so bile predvsem nove tehnologije, oziroma, če sem natančnejši, vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na trg delovne sile. Skratka, je šlo za raziskovanje nekih trendov, ki so se uveljavili v razvitih kapitalističnih državah po 80-ih letih. Zdaj, kot vemo, je prišlo v 80-ih letih prvič do neke množične uporabe visoko zmogljivih in tudi široko dostopnih računalnikov, ki so bili potem v 90-ih letih z uvedbo interneta povezani v nek enoten informacijski sistem. Potem je prišlo na prelomu tisočletja še do množičnega porasta mobilnih aparatov, ki so bili potem tudi povezani v nek integriran, globalen informacijsko-komunikacijski sistem, ki je povezoval različne aparate od računalnikov do mobitelov in tako dalje. Zdaj se pa nekako ta digitalna revolucija, če je tako rečemo, nadaljuje tudi z uspešnim razvojem umetne inteligence, strojnega učenja, neke napredne robotike, 3D tiska in tako dalje. Zdaj, vse te informacijske in komunikacijske tehnologije, recimo IKT v nadaljevanju, so na eni strani odločilno reorganizirale sam trg kapitala. Prvič se je vzpostavilo tudi neko digitalno, globalno omrežje finančnih trgov, na katerem so se v bistvu stroški transakcij močno zmanjšali in tudi hitrost sprejemanja nekih poslov, hitrost trgovanja se je močno povečala. Na tej ravni oziroma v tem kontekstu se je neka pospešena cirkulacija informacij zelo hitro prevedla v pospešeno oziroma neko pospešitev cirkulacije samega kapitala. Zdaj, ta trend gre nekako se stopnjuje do te mere, da danes recimo prihaja do tako imenovanega visokofrekvenčnega trgovanja. To je v bistvu ki ga upravljajo računalniki na podlagi nekih vnaprej programiranih algoritmov in te računalniki lahko odločitve za recimo nakup ali pa prodajo nekega finančnega inštrumenta sprejmejo v milisekundah. In danes je recimo na delniških trgih v Združenih državah Amerike približno 70% celotnega trgovanja odpade na računalnike. Na drugi strani pa te nove tehnologije uvajajo tudi neke korenite spremembe na samih trgih delovne sile. Po eni strani je sam razvoj, sam nek tempo tehnoloških sprememb tako intenziven, da so se podjetja v konkurenčnih okoljih tako rekoč prisiljena zelo hitro prilagajati na neke nenadne, pogosto zelo nepredvidljive spremembe in tako okolje, če upoštevamo še to, da so podjetja vedno bolj vpeta v kapitalske trge, dejansko sili podjetja, da
vedno bolj fleksibilizirajo delovno silo, ne spodbujajo tako neko numerično, eksterno in interno fleksibilnost, ki omogoča neko lažje odpuščanje in najemanje delovne sile, pa tudi funkcionalno fleksibilnost, skratka, terjajo od delavcev, da so vse pripravljeni v vsakem trenutku prekvalificirati. In recimo, če vzamemo za primer poklic serviserja računalnikov, nek serviser, ki se je zaposlil v 80-ih ali pa 90-ih letih, se je bil primoran do danes 3-krat ponovno naučiti vsega. Skratka, tempo tehnoloških sprememb je tako hiter, da terja celotno, popolno, večkratno prekvalifikacijo. Tako da že zaradi samega tega tempa prihaja do neke fleksibilizacije. Po drugi strani je potem vpliv na trg delovne sile še neka tehnološka nezaposlenost. To je termin, ki ga uporablja recimo ekonomist John Maynard Keynes, in gre za nezaposlenost, ki je posledica nadomeščanja delavcev v stroji. Zdaj, sicer so neke teorije, ki predvidevajo, da nove tehnologije avtomatično povzročajo nezaposlenost ali pa celo množično nezaposlenost, nekoliko preveč poenostavljanja, vsaj empirične študije jih zaenkrat ne potrjujejo. Sem pa recimo tukaj omenjam tudi neko empirično študijo, ki se osredotoča na vpliv uvajanja IKT na zaposlovanje v Evropi oziroma v Evropski uniji, v Združenih državah Amerike in pa na Japonskem od 80-ih let dalje. In študija ugotavlja, da po eni strani nove tehnologije res da delajo neke poklice odvečne, tukaj gre predvsem za poklice nekih polkvalificiranih ali pa nekvalificiranih delavcev, ki opravljajo neka rutinska dela. Ta dela so lahko ali kognitivna ali pa fizična. Takšna dela je najlažje nadomestiti stroji. Po drugi strani, nove tehnologije dejansko ustvarjajo povpraševanje po novih delovnih mestih, predvsem recimo po delovnih mestih visoko kvalificiranih delavcev, ki upravljajo s temi novimi tehnologijami. Potem imamo pa še nek segment delovne sile, so pa recimo nizko kvalificirani delavci, ki upravljajo neka nerutinska opravila, kot je recimo neko čiščenje. Vpliv teh novih tehnologij na te poklice je bil pa bolj ali manj nevtralen, ravno zato, ker je te poklice veliko težje avtomatizirati, kot pa recimo kakšna rutinska opravila, ali je to administracija, ali pa to neko delo na blagajni v trgovini. Poleg tega bi rad omenil še, da so te nove informacijske in komunikacijske tehnologije olajšale selitev proizvodnje v tujino in pa zunanje izvajanje dejavnosti. Če pogledamo zgodovinsko, je bil ta outsourcing v 70-ih letih pretežno omejen na neke menjalne dobrine, ki jih je mogoče prevažati s pomorskim prometom. To so recimo kakšni manjši potrošni izdelki. Medtem ko so bile nemenjalne dobrine ali pa storitve pretežno locirane pri podjetjih v krovnih državah. Po 80-ih letih je ravno zaradi znižanja samih stroškov komunikacije se sprožil nek trend povečanega outsourcanja storitev in selitev proizvodnje v tujino. Predvsem po 90-ih letih, v času tako imenovanega dot-com booma, je prišlo do zelo velikih investicij v samo računalniško infrastrukturo, pa tudi v postavitev raznoraznih žičnih omrežij, brezžičnih postaj po celotnem svetu, ki so zelo olajšale samo komunikacijo med proizvodnimi enotami na različnih koncih sveta. Tako imamo potem recimo podjetja, kot so Nike ali pa Apple, kjer v centru ohranjajo zgolj neke krovne dejavnosti, kot so recimo neke branding, znamčenje, oblikovanje, programiranje, medtem ko je njihova proizvodnja mobilnih aparatov ali pa obutve oblačil locirana v nekih sweatshopih tretjega sveta. Nazadnje je pomenilo, da so te tehnologije povzročile tudi oziroma prispevale k nekemu trendu reorganizacije
samih odnosov med vodstvom in pa zaposlenimi v podjetjih. In sicer tukaj prihaja do nekega trenda demontaže bolj vertikalnih in piramidalnih struktur podjetij. Tukaj recimo k temu pripomorejo izumi, kot so recimo spet sam računalnik, ki recimo omogoča delo na domu, ali pa elektronska pošta, ki omogoča neko neosebno podajanje ukazov. Skratka, tukaj pride do neke razgradnje te osebne avtoritete vodstva, kar pa ne pomeni, da tukaj prihaja do neke demokratizacije ali pa centralizacije. Ravno nasprotno, čeprav prihaja do neke horizontalne strukture, se tudi s pomočjo teh tehnologij dejansko uvaja centralizacija nadzora. Informacijske tehnologije dejansko omogočajo lažje in učinkovitejše podajanje ukazov iz središča in hkrati omogočajo neko bolj izpopolnjeno ocenjevanje in pa merjenje delovne uspešnosti samih delavcev na delovnem mestu ali pa s pomočjo nekih mobilnih naprav, celo tudi izven delovnega mesta. Tako da v tem primeru so prispevale k nekemu discipliniranju samega delavskega razreda. Tako da to bi bilo to. Čeprav tudi tukaj je treba omeniti, da je ta trend zelo selektiven. Skratka, spet, kot sem omenil prej, recimo primera podjetij Apple ali pa Nike, vsaj pri Apple je recimo značilno, da tam v centru, kjer recimo opravljajo krovne dejavnosti, pa kjer prevladuje neka visoko kvalificirana delovna sila, na delovnem mestu spodbujajo ekipno delo, neke nehierarhične, horizontalne odnose na delovnem mestu, medtem ko tam, kjer proizvajajo na vzhodu v tovarnah neke njihove izdelke vlada, zelo stroga vojaška disciplina, ki se potem dopolnjuje še z izpopolnjenimi tehnikami nadzora, ki jih omogočajo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Skratka, nasplošno lahko rečemo, da so te nove tehnologije nekako pospeševale polarizacijo trga delovne sile, prekarizacijo in pa tudi centralizacijo nadzora. Treba je pa seveda poudariti, da te spremembe niso samodejne, skratka ne gre za to, da uvedemo neko tehnologijo in potem se avtomatično spremenijo vsi družbeni odnosi. Treba je seveda upoštevati, da se vsaka tehnologija uvaja v kontekstu nekih specifičnih družbenih odnosov in v kontekstu nekih specifičnih političnih aranžmajev, ki posledično potem tudi določajo na različne načine, kakšne družbene in politične učinke bodo te tehnologije imele. Mislim, je tudi potem en sektor, lahko bi rekli, gospodarstva, kjer so recimo te učinki novih tehnologij najbolj vidni ali pa prignani do skrajnosti, in to je sektor tako imenovane delitvene ekonomije, kateri je tudi posvečen, kot je že profesor Stanovjević omenil, dobršen del te knjige, ampak o tem lahko mogoče kaj več povejo avtorji, mislim, da imamo dva od njih tukaj. No, zdaj pa predajam profesorju besedo. Ja, jaz vam bom dala pa besedo malo kasneje, pa bomo najprej obdelali, bomo šli tako po knjigi od začetka do konca, tako da pridemo do delitvene ekonomije potem proti koncu. Mogoče, Ana, če dovoliš, bi se ti nam dala zdaj besedo, samo malo bom povzela bistvo tvojega, pa bom poti dala besedo. Ana Podvršič se je ukvarjala z umestitvijo z tem časom umeščanja Slovenije v evropske integracije in to, kar ona pokaže za svojim prispevkom je, da je proces integracije v EU pripomogel k temu, da se je preoblikoval tudi javni sektor, ne samo tisti sektorji, ki so direktno, na katere direktno za zakonodajo vpliva Evropska unija, ampak tudi sektorji, ki so izven direktnega vpliva z raznimi procesi te odprte metode koordinacije in tako naprej. Skratka, so prispevali k temu, da se je preoblikoval slovenski državni aparat v tem smislu, da je podpiral tržne spremembe.
In to se mi zdi, da je to zares dobro v svojem prispevku pokažeš, ampak se mi zdi, da se da na to navezati tudi to, kar Branko potem naprej dela in sicer to, da že pokaže, kako se je ta sprega med državo in med trgom, ki se je zgodila v tem času tranzicije, potem rezultirala v vedno bolj nekih zelo fleksibilnih, zelo raznolikih, po svoje tudi oblikah dela, ki se ne dajo čist do konca ujeti, tudi za razumevanje ne. Sicer to pokažeš potem na samozaposlenih, pa te prosim, če lahko nekaj razviješ. Vidite, veste, zelo natančno predlavaš. Pa te kar prosim, Branko, če mogoče poveš, kako se to kaže na samozaposlenih. Aha, na samozaposlovanju. En dober del tvojega poglavja v tem in ta se mi zdi strašansko zanimiv. Ja, to je pri samozaposlovanju smo imeli v bistvu močno posredovanje države, ki je, ampak to mislim, da je bilo predvsem poudarjeno pol v krizi, verjetno že prej, ampak takrat je bilo zares močno s temi subvencijami, ko so pač subvencionirali te prehode iz brezposelnosti v samozaposlovanje. Mislim pa, da je država igrala precej širšo vlogo, ne samo pri samozaposlovanju. Mislim, da je nasplošno, recimo tudi z deregulacijo, ko je pomagala pri graditi. Jaz bi temu rekel, kako bi rekel, mehki trebuh tega, kjer se je to. Na eni strani imamo tiste izvozne sektore, kjer je zanimivo, da je primerjalno gledano. Zdaj, čeprav primerjalne, to treba tudi podariti, te primerjalne analize po sektorjih ponavadi zgrešijo to, o čemer je Maja pisala, in to je agencijsko delo. Tega ne ujamemo, je pa tam, ker je potem zgoščeno v enem posebnem sektorju, in to je sektor, kot ti popraviš, da proizvaja fleksibilno delovno silo. In recimo z deregulacijo in še mislim, da še ne par ukrepov se da tudi s tem, kar je, mislim, da je to Ana tudi omenila, z reformo socialnih transferov in seveda s fleksibilizacijo trga delovne sile, ki neenakomerno seveda zadene ljudi pač recimo v privatnem sektorju. Zlasti potem, ko se poveča ta pritisk, s tem, ko izginjajo zelo na hitro, se mi zdi, recimo temu tradicionalni sektor predelovalne industrije. Tako da ja, zagotovo, samozaposlovanje je eden od teh ukrepov države, pomemben v krizi. Še prej pa mislim, da jih je bilo kar veliko. Bi si še enkrat pogledal, če bi vedel, da je to vprašanje. Da se lahko tudi po svoje kaj poveš. Tako da, mislim, da so to nekako, ti ukrepi to nekako zmehčali. Hkrati s tem presežkom delovne sile, ki jih je nekako, ko bi rekel, so izprostile te panoge, lahko bi jim rekli, tehnološko nezahtevne, ki so pač recimo Mura, ki je samo še ugašala, in recimo tekstilna, obutvena, lesarska in še nekaj teh, ki so na drugi strani povečale pritisk, predvsem ne so bile dobro organizirane sindikalno, povečale so pa pritisk te množice, ta masa delovne sile je povečala pritisk predvsem na te v nekih storitvenih sektorjih, ker druge pač niso mogli. Tam tiste ženske, ko so delale, pa so pri 45 ali pa pri 50 letih izgubile službo, niso mogli potem iti delati, ne vem več, v Revoz ali pa v nekaj, kot Sašo pravi, visokotehnološke panoge. In to je potem, mislim, da bil nek ekonomski pritisk na te storitveni sektorji, da se potem pač ti ljudje so klonili pač preprosto. Vse to, kar ti ugotavljaš v svojem poglavju, tudi to, da so te prekarne oblike zaposlitve, predvsem se prevešajo iz moških v ženske, pravi, da je vedno več žensk, kar rezultira potem tudi naprej v njihovih mislih, na krevščini in to naprej. Ja, in to so ženski sektori večinoma. Če pogledamo
To so sektori, z izjemo gradbeništva, kjer so pa migrantje predvsem. In tam zgleda, da jih imamo manj prekarizacije, zato ker so preprosto šli. In to so recimo, če pogledamo v turizmu, je samo zaposlenih in redno zaposlenih je manj kot polovica v turizmu. Toliko po, recimo zanimivo, toliko po agencijskem delu. Tam agencijskega dela sploh nimajo, tako je že vse fleksibilizirano do konca. Tam delajo v malo prodaji, večinoma ženska delovna sila in še veliko bi lahko našli. Sektor tradicionalnih storitev. Ker si omenil že gradbeništvo, s tem si se bil v svojem poglavju ukvarjal. Ja, v bistvu lahko nadaljujem, tam, kjer je kolega končal, dejansko gradbeništvo je po eni strani lahko bi rekel, da je nek nestabilen del gospodarstva, ker je odvisno od trenutnega stanja gospodarstva. Če imamo nek razvoj, oziroma če nimamo tega, če ni krize, potem je tudi sovlaganje tudi v gradbeništvo, potem hitijo vsi, da neki v tem času, ko je ta pozitivna struja oziroma trend, da tudi nekaj naredijo. Tisto, kar sem nekako v tem tekstu poskušal pokazati, je to, da delim si prvo eno analizo stare države, torej Evropske unije in te nove, torej nove članice. In tukaj lahko nekako rečem, da so te nove članice dejansko postale bazen delavcev za stare članice. Torej stare članice nekako se delijo na tiste, ki recimo tudi v gradbeništvu še vedno vlagajo tudi v razvoj delovne sile, torej imajo neko vizijo dolgoročno, ampak tisti del starih držav, članice, ki pa ne vlagajo več, nabirajo in ne vlagajo tudi izobraževanje v smislu, da nabirajo, torej da imajo kvalificirano delovno silo, to kvalificirano delovno silo poberajo iz novih članic. Torej, na dva načina. Na en, ali z migracijo, da se delavci dokončno preselijo v stare članice, ali pa preko napotitev. In zdaj tukaj recimo Slovenija ena od, med temi novimi članicami največji delež in tudi med največ tudi napotenih delavcev je v gradbeništvu. Torej, med vsemi napotenimi delavci iz Slovenije je polovica takih, ki so iz gradbeništva. In to je največji delež med vsemi temi novimi članicami. Zdaj, kaj se pa dogaja potem v novih članicah, je pa, da tam, kjer pa zgubljajo to kvalificirano delovno silo, novo, torej spet deloma kvalificirano delovno silo dobijo spet z imigracijo, torej iz nečlanic. Tako da se nekako imamo nek tak začaren krog, oziroma niti ni krog, ampak je nek tak, ta predatorski krog, po drugi strani pa je tudi v Sloveniji značilno to, da je v gradbeništvu dokaj visok delež samozaposlenih. Torej, to je tisti del, ki je nekako prekaren, plus to, da je za gradbeništvo tudi slovensko značilno to, da je veliko podizvajalstva. Torej, podizvajalci, ki potem tekmujejo med sabo, kdo bo dobil to delo in potem znižujejo stroške. Na koncu te verige, je tisti, ki dela skoraj zastojno, ker več ne more nekako si privoščiti, da plačuje svoje delavce, na drugi strani pa nekako še vedno preživi s tem, kar dobi od tega nad njim, da nekako še vedno izvaja nekaj, torej da še vedno nekaj milo. Tako da tukaj so te neke oblike pripadnosti. To, kar sta vidva skupaj delala, v vajnem poglavju iščeta tudi, pa skušata nekaj locirati problem tudi v to, kako država uravnava, kako se je spreminjala zakonodaja in kako ta zakonodaja omogoča, da to nastaja. Po eni strani govorimo o tem, da
je, da zakonodaja ne omogoča, po drugi strani rečemo, da ni dovolj nadzora nad izvajanjem zakonodaje, ampak da je nekaj vmes se nekaj skriva. Ne samo zakonodaja. V tem poglavju smo skozi te 3 študije primera, torej trgovina, mlade in medije, novinarske poklice, medijske poklice, smo hoteli pokazati pravzaprav, kaj vse vpliva na zelo raznovrstno oblika prekarizacija v teh treh. To niso sektorje, če sta 2 področja in sektorja, tretja je velika skupina mladih in namenoma. Tukaj smo bili malo subverzivni v tem projektu, ker smo dobili denar, da najdemo inovativna načina socialnega dialoga pri zmanjšanju prekarnosti. In smo ugotovili, da tukaj takšnih hudih inovacij ni, če se krši zakonodaja, če se ljudi sili v samo izkoriščanje, samo prekarizacijo, če se cele poklice deprofesionalizira, kot v primeru novinarskega poklica in sili v eno zelo nevarno početje za tiste, ki so v poklicu, za splošno javnost, kar nas ne informirajo, ampak prodajajo nekaj, kar se da prodati čim prej. Torej, nevarne stvari se dogajajo in to v sodelovanju seveda države za zakonodajo, katero namenoma ali ne namenoma pusti kot odprt prostor za prekarizacijo. Delodajalcev, od katerih smo tudi ugotavljali, niso vsi grdi in interesno popolnoma ozaveščeni v smislu izkoriščanja prekarizacije, ampak so tudi delni, posebej recimo v gradbeništvu, kot je nekaj omenil, pa tudi v drugih področjih sami vpeti v to samo izkoriščevalstvo. Velik del teh malih delodajalcev so sami na robu preživetja in sami sebe in malo številna zaposlena podvržajo prekarizaciji. In ta velika zgodba mladih, kateri so v položaju, to ni slovenska zgodba, tukaj se priložujemo te univerzalnosti, tega, kar je še bolj strašno kot v primeru poklicnih deprofesionalizacij, ker tukaj gre za eno generacijo, ki se socializira v prekarnost, ki prekarnost živi in individualna strategija preživetja ne omogoča nič drugega, kot da živi tako, kot živi, obenem pa s tem, da živi prekarno, to prekarizacijo tudi legitimizira. In edino mogoče, čeprav smo od začetka razmišljali o nemogoči nalogi iskanja inovativnosti, edino inovativno, kar smo mogoče našli, in to je slovenski unikum, je to, kar smo razumela kot obliko boja mladih proti prekarnemu položaju, in to je to sindikat gibanja, nekaj, kar ne moreš reči, sindikat mladih je nekaj, kar je edina organizirana, ne zelo močna, ampak živa še vedno moč uperjena proti eksplicitno organizacijsko, ideološko, z dvigovanjem zavesti proti tem procesom prekarizacije v Sloveniji in to smo nekako ugotovili kot edine inovativna sestavina teh procesov. Torej, na eni strani delodajalci, država in sami zaposleni, ki se samo prekarizajo, in na drugi strani mogoče edino to, nekaj teh uspešnih praks, kjer se je vse uspelo. Torej, hoteli smo dati informacijo o tem, kaj so vse silnice, ki prekarizacijo omogočajo in konstituirajo, ampak tudi poiskati nekatere prakse relativno uspešnega ali še ne kapituliranih načinov do predstavljanja. To je sindikat plus, ne? To je sindikat plus, sindikat mladih, pomenjamo tudi takrat, ampak zdaj je že delujoči sindikat prekarcev, prekarnih delavcev, in to so ena oblika vračanja k temu, kar se izkaže, edino spoštovanje zakonodaje, obstoj zakonodaje in moč delavstva, organiziranega delavstva na drugi strani, lahko rešuje. In to je seveda na tem področju, katerega smo mi videli možno v primeru trgovine in v primeru
novinarskih poklicev, recimo, ampak ta drugi del knjiga v povezavi s tem obravnavo mladih pa daje misliti, torej daje izhodišča za novo knjigo. Kaj v delitvene ali platformskem kapitalizmu, delitvene ekonomije, platformskem kapitalizmu, kje so ti vzvodi prekarizacija in morebitni vzvodi preprečevanja. Ker se je Maja ukvarjala pa prav tudi zelo navezujočo temo po eni strani z temi obvodi, ki se že ves čas ukvarjajo z obvodi, z tem, kako preiti, obiti neke legalnosti ali kako, in teh obvodov pri nas je zelo velik in imajo zelo veliko moč in se ukvarjala posebej z agencijskim delom. Jaz bi sam rekla, da se ne bi strinjala, da okoli nas ni veliko inovativnih poskusov. Jaz mislim, da bi treba prakso trgovinskih centrov posplošiti in ta delovni čas, ki so ga oni omejili na 6 ur, v bistvu družbeno skrajšati čas vsem delavcem, vendar plačilo za to delo 100% plačilo za polni delovni čas. Mislim, da Levica ima že v svojem programu skrajšanje delovnega časa, čeprav oni so pred tem zahtevo dali poskusno skrajšanje delovnega časa. Povedala bi še, zakaj se mi zdi tako delo prebojno, žalostno, da je tako delo, kot je bilo v tej knjigi, prebojno, zaradi družbenih okoliščinah. Če primerjamo raziskovalce z 19. stoletju, ki so se ukvarjali s temi problematikami, so imeli na voljo poročila parlamentarne komisije, zasliševanje parlamentarnih komisij, delodajalcev, delavcev, ne vem česa še vse. Imeli so tone poročil, inšpektorat je moral vsake 2-3 leta izčrpna poročila poročati o tovarnah, prezračevanju, hrani, delavskih dietah, plačilih, delovnem času in tako naprej. In Marx, cel zvezek prvega kapitala v bistvu upre na taka poročila. Pri nas tega materijala nimamo. Dobimo 50 strani dolgo poročilo inšpektorata za delo, kjer so dejanja delavcev ali pa delodajalcev označena z nekimi kjer so kratice za zakonodaje in njihove člene. Potem pa si za pogostostjo teh kratic lahko domišljate, kaj se dogaja. Skratka, nimamo niti raziskovalci ali znanstveniki, nimamo uvida niti v empirično realnost, ki obstaja okrog nas. Jaz sem dobila pri tem projektu dosti svobode, da se lahko s tem področjem agencijskega dela sama si zamislim, kako se bom lotila, in sem si želela, da bi lahko se pogovorila z agencijskimi delavci in delavkami, v kakšnih pogojih dejansko delajo. Moramo še en pravni okvir, ki je zelo pomemben za Slovenijo, oziroma za moje proučevanje, je, da je Slovenija ena redkih evropskih držav, ki je agencijske delavce popolnoma izenačila z redno zaposlenimi delavci. Se pravi, so bile te ugotovitve empirične še toliko bolj pomembne, ker so preverjale, ali je v okoliščinah takega izenačevanja, torej irelevantno, ali delavec dela za agencijo ali za neposredno za delodajalca. Zelo malo primerov sem uspela zbrati z velikimi mukami, ker so te ljudje, delavke in delavci, tako prestrašeni, da bi celo tisto delo izgubili, da so me že potem, ko sem čakala na intervju ali pa ko sem bila na poti v Ptuj ali kaj podobnega, so me klicali, da odpovedujejo, ker jim je mož, sestra svetovala, da pa vendarle se ne kaže z nekimi čudnimi ljudmi v okolici, in ker če bi prišlo na agencije na oko, bi takoj izgubili službo. Izkazalo se je, da seveda ta hipoteza za ločevanju ne drži, da obstaja ogromno obvodov, kako se tem regulativam agencijskega dela izogibati, in tudi z odkritim izogibanjem teh določil. Recimo, agencije ne smejo odpovedati delovna razmerja, če prekine pogodbo delodajalec, v tem primeru naj bi agencije plačevale nekakšno nadomestilo, da ne more zagotoviti dela, oziroma mu zagotovile novo delo, vendar v teh primerih so agencije mirno odpuščale ljudi, niso zagotavljali tega, kar so bile po zakonu dolžne. In te zakone so same krojile, so se same pisale, da svobodno skupaj z državo. Kar kaže na moč, ne?
Prosim? Kaj kaže Na moč, ja. In v bistvu so institucionalni dejavniki družbeni, ki premikajo te naše meje tolerance, vrtajo luknje v zakonodajo, iščejo nove obvode in tako naprej. V monografiji, v tem delu, v drugem delu monografije sta tudi dve poglavji Majde Krženjak, ki je danes ni, ukvarja se pa ravno tudi z tem, kako se te prakse dogajajo na področju zdravstvenega dela, te seditve, to, o čem si ti govoril, to, da Zahod izkorišča izobraževalne potencijale vzhoda, tako da rekrutira, več ali manj že rekrutira zdravstvene delavke, to je velik trn, predvsem na Norveškem, Veliki Britaniji in drugih skandinavskih državah, kjer imajo pretežno migrantke zaposlene v zdravstvenem varstvu in se ukvarja se pa tudi s področjem skrbstvenega dela, tako da o tem zdaj ne bi. Zdaj pa počasi prihajamo na ta tretji del monografije, ki je bil, moram reči, zame zelo zanimiv in zelo nov, ker je uvaja neke konceptualno, popolnoma, po moje, neke nove premisleke, ali kako, na nov način gleda delo, na nov način gleda delovne razmerje in tako naprej. Tako da tle bi pa jaz kar vam pustila zdaj besedo, da jo predstavite. Vem, da je bilo v poglavjih tudi dosti nekih razprav o tem, pa so termini pravi, ali se strinjate z njimi ali ne in tako naprej. Tako da, evo, prosim. Ja, hvala za besedo, pa tudi za povabilo. Tretje poglavje, delitve diakonzije, ja. Ja, mi da sem Dražen, sem nekako vse poleg ostalih tudi avtorjev skupaj skušala zagristi ta problem. In če se spomnite, v bistvu ta razprava o delitveni ekonomiji je potekala takrat, ko je bilo tudi pri nas nekako strani političnih strank oziroma vlade en tak velik projekt, kako se bo zdaj tudi k nam na veliko platforme, torej tiste, ki takšne nove oblike gospodarjenja nekako uporabljajo, da se tudi nam na polno prispele. Zdaj zaenkrat so bile malo ustavljene na nek način, ampak čeprav pa že čez mejo pa se že posod Daphne, Uberje in tako naprej uporablja te različne platforme. Midva nekako z Andražem so se osredotočila bolj na tiste platforme, ki nekako vzpostavljajo, tako sta nekako kvazi trge delovne sile. Ker nekatere platforme, kot je Airbnb in podobne, pač nekako posojajo recimo neke oblike kapitalskih dobrin, stanovanja in tako naprej. Zatem, ko tukaj gre pa predvsem za tisto, kar je Saša že zelo temeljito v vodo povzel, predvsem neke oblike nadzora in neke oblike vzpostavljanja zelo ekstremne konkurence med posameznimi delavci. In to je tisto, kar nekako nas je tudi čez celoten članek vodil do zadnjega vprašanja, pač kako lahko ti delavci to konkurenco, ta konkurenčni odnos med sabo tudi dejansko presegajo. Ja, je veliko diskusij, a so to sploh še delavci, ali so to samostojni podjetniki, pa ne samo iz čist legalnega, pravnega vidika, ampak tudi drugače, ampak mislim, da so tudi ostali kolegi, recimo nekako empirično pokazali, da tukaj treba neke, kako bi rekel, klasične koncepte uporabljati in da se z njimi delač najbolj da razložiti te oblike dela in oblike nadzora in na nek način organizacijo eksploatacije, ki ni drugačna kot recimo so ostale oblike, ki so že prej začeli v 70-ih, 80-ih uveljavljati, ampak so poleg razvoja novih tehnologij mogoče še zelo pomembno dobile velik polet s tem, ko se je nekako 2008-2009 ta velika recesija začela in se je brezposelnost kar naenkrat zelo povečala in preprosto ta konkurenca na trgu delovne sile je omogočila, da te platforme v bistvu operirajo samo recimo s podatki, medtem ko outsourcajo ne vem, recimo avtomobila, pa orodja, pa vse ostalo, ki so jih pa te izvajalci oziroma delavci
jih sami izvajajo, ampak pod zelo rigoroznim nadzorom, ne, recimo, kot je stranke, recimo, ocenjujejo prevoznika v primeru Uberja in tako naprej, imajo različne zvezdice in to je res tak Foucaultovski, pod narekovaj nadzor, kjer pa seveda tisti, ki naredijo kakšno napako, so zelo hitro izločene tudi iz tega oblika, recimo, meznega dela, ne. Tako da to je nekako moj voz, zdaj mogoče nadraž, če boš ti povedal še, kaj je pa tisto, kako se da presegati te oblike konkurence, ki so predvsem iz tujine črpala, ker pri nas teh primerov, recimo, kako sem že nekako rekel, ni toliko še k sreči, čeprav so tudi drugačne oblike, predelitveni koordinati, so pa vsekakor neki nauki, ki recimo za organiziranje oziroma za boj proti takšni eksploataciji lahko tudi recimo nekemu sindikalnemu gibanju pri nas mogoče kakšno idejo ali pa predlog ali pa neko pot pokaže. Ja, hvala tudi pa še urednikom za vso z moje strani za upravljeno delo in to dobro delo ostalim avtorjem. Ja, naj bi predvsem zanimalo pri tem, kakšno se je takrat v Sloveniji začel govoriti prvič o tej nekako podelitvi ekonomiji, ki je Uber nekako skušal k nam tudi prideti, smo se začeli malo s tem raziskovalno ukvarjati, da je predvsem zanimati, kako to vpliva na sam delovni proces, pa na samo zmožnost delavcev, da se sindikalno organizirajo, na kakšen način te tehnologije povečujejo neke mehanizme discipliniranja, mehanizme konkurenčnosti, nadzorovanja in tako naprej. Mislim, en fajn citat, ki je en od nekdo, vodja teh platform, rekel, da zdaj znajdbo teh internetnih pa novih komunikacijskih tehnologij prej nikoli nismo mogli pomisliti, da ti nekoga najemaš za 10 minut, da opravi neko delo in je takoj za tem pustiš in ga daš in z tega. S temi novimi tehnologijami je bilo pa to dejansko mogoče. In pri teh, in to je tisto ključno, na kakšen način te tehnologije krepijo konkurenčnost med delavci in tudi obstajajo seveda čist različne, tako ali so na lokalni ravni ali so na globalni ravni, recimo, ker se dela nekih programiranja, oblikovanja in take stvari, ki lahko organiziraš na globalni ravni, ti dejansko nimaš nobenega odnosa do delavcev, sploh ni treba, da ga poznaš, ampak lahko je samo sprožiš neko, se pojavi povpraševanje po tem delu, se delavci javijo, opravijo to delo in če zadovoljivo popravljeno potem dobijo plačilo, če pa ne, pa to delo sploh ni plačeno. To je tista res najbolj skrajna oblika, potem imaš pa na drugi ravni bolj na lokalni ravni so prevažanje hrane, dostava hrane, taksi, službe in tako naprej, kjer pa te platforme predvsem povezujejo delavce z uporabniki in tukaj nekako ohranjajo te platforme tudi vso centralni nadzor nad vsemi ključnimi informacijami, tako da delavci v bistvu ciskali pravijo, da ta poditvena akademija nekako omogoča večjo avtonomnost delavcev pri upravljanju v svojem delovnem času, v bistvu je ravno obratno, še večja disciplina, še večji nadzor in še manj prostega časa ali pa nekega nadzora nad samim delovnikom. Ravno obratno, kot pa to govorijo. Tisto, kar se mi zdaj pomembno, da to niso mogoče neke čist novi modeli, nekaj, kar v kapitalizmu še ni zamišljivo, ampak je samo nadaljevanje tega trenda prekarizacije in drobljenja delavskega razreda. Skušala so pa tudi najti potem tam, kjer so te platforme prisotne primere, a se da dejansko v teh pogojih sindikalno organizirati. Nekatere manjše akcije tukaj so bile, da so se delavci kolektivno povezali v neko obliko blokad ali pa stavk, da so probali se izboriti nekatere stvari, ampak so bile te stvari bolj ali manj res samo delno uspešne. Zato, ker dejansko ti delavci takšne moči, da bi svoje zahteve ali po nekih kolektivnih pogodbah, po kolektivnih pravicah dosegali, so zelo hitro zamenljivi in zato je edina stvar nekaj, ki so jo videla, ker ti delavci obstajajo, pomočiti, da se organizirajo, najdejo ali to mobilno tehnologijo uporabljajo za boljšo komunikacijo
Med njimi, na drugi strani pa nimajo te strukturne moči, da bi lahko dejansko vplivali in se izborili te stvari, pa po mojem pri nekaj razmišljati, ker smo tudi, mislim, da je jasno tudi iz ostalih člankov po potrebi po tej delavski solidarnosti, mislim, da je pa to tisto, da so pa tisti delavci, ki pa so bolj organizirani, ki se lažje organizirajo, ki imajo tudi večjo strukturno moč znotraj kapitalističnega gospodarstva, ker če oni stavkajo, da je to večja škodo naredijo, da morajo ravno te delavci nekako podpreti tiste, ki so pač v teh prekarnih položajih, da so to agencijski delavci, ali pa so to delavci nekako v teh novih deritvenih ekonomijah. Ker izkazalo se je, da recimo Uberjevi delavci lahko štrajkajo, ne? To se je zgodilo, se mi zdi, v Dubrovniku ali nekje, ne? Na letališče, kjer so potem ustavili letališče in kot neka oblika sindikalnega organiziranja je mogoče, ne? Ja. Tlej še ni Klemna, tudi danes ni Klemna Kloštajnerja, on ima tudi tako zelo zanimivo poglavje o Airbnb in o učinku, ki ga ima Airbnb na dosegljivo stanovanje, na stanovanjski trg, na možnost najemnega trga in tako naprej, ki je izrazito negativen trend. Mogoče bi Ana zdaj na koncu pošteni še tebe vprašala, ker smo prišli nekaj, ker tak krug smo naredili. Ti govoriš pa tudi o tem, da v bistvu pa tudi država odstopa. Država odstopa od neke ravni socialne države, od nekega zagotavljanja varnosti in postavlja zelo visoke ovire pred uveljavljanjem socialnih pravic. To je zelo zanimivo, če lahko sam na kratko dokumentirati. Moj prispevek je bil makroekonomski, mogoče malo bolj zgodovinski z tega vidika. Zdaj sem analizo začela v času jugoslovanske krize 80-ih. To se mi je zdaj pomembno predvsem zato, da bi malo kontekstualizirala, kako smo sploh prišli do izvozno naravnanega razvojnega modela in pa do tega bazena poceni delovne sile, smo danes slišali, da je temeljni značilnosti, ki nekako uveljata Slovenijo ali ostale socialistične države. In da bi to razumela, je bilo tudi nujno, da sem šla do krize v Jugoslaviji in da sem potem nekako vodila analizo, zelo relacijski pristop sem opravila, da bi razumela povezave med spreminjanjem mednarodne integracije slovenske države, tako na politični in na ekonomski ravni, makroekonomske politike z vidika samih odločitev, pa tudi moči posameznih institucij, državnih institucij na nacionalni ravni, makroekonomske politike, in pa pogoji in trendi zaposlovanja. Kar se je izkazalo v bistvu, da obstajajo neke zelo močne povezave med večanjem gospodarske in politične odvisnosti slovenskega gospodarstva, odločitev sprejetih zunaj lokalnega teritorija, nacionalnega teritorija, med nižanjem standardov dela in pa med slabitvijo principov ali vzvodov demokratičnega odločanja. Pokažem tudi, da te trendi niso lastni, niso še razmitnili v času krize, ampak so bili že dolgo dalj časa prisotni in so se postopoma intenzivirali. Da država omejuje samo socialno državo, pa je tudi zelo povezano z širšim mednarodnim režimom, v katerem se v bistvu slovensko gospodarstvo svojega pravno-formalnega nastanka, samostojitvenega nastanka, da se tudi razvija. Ta kontekst mednarodni režim se mnogo čem razlikuje, radikalno razlikuje od povojnega mednarodnega sistema. In evropske integracije, ki so vsekako temeljno okvirjale naše razvojne, politične in demokratične inštitucije, so potem igrali ključno vlogo. V redu, hvala Ana. Ko zdaj smo naredili tak krog po knjigi, bi vprašala najprej še urednika, želela še kaj pokomentirati, dodati, mogoče tudi avtorje, če želi še kaj, potem pa odpremo prostor za vprašanje in komentarje.
Pa ne vem, mi smo skupaj v tej vodne besedi poskušali nekako vsirati Slovenijo v ta prostor po 80 letih, ko se začela ta velik globalni obrat, velika sprememba. Zdaj smo nekako ugotavljali, da so se ti ključni modeli, socialne države, ki so se oblikovali v obdobju zlatih dobi po drugi svetovni vojni, močne gospodarske rasti, močne levice, močnih sindikatov, da so se tudi ti modeli v tem obdobju kako uspešno spreminjali, da so pa spremembe med njimi različne. Tako da se ta skandinavski sistem se spreminjal, tudi ta nemški konzervativna država Berlinje, tudi seveda liberalne. Zdaj smo poskušali dotavljati, to se dogaja prav v tem času, ko se Slovenija osamosvoji in kar Slovenija je definitivno nek hibrid, in kar gravitira. Potem smo nekako primerjali, to so te globe primerjali, da nekako dejansko gravitira proti temu nemškemu modelu, da pa manj, ki ima v tem post-obdobju, v tem najmanjšem obdobju neke zelo, rekel, čudne trende. Torej, ta nemški model je zaznamovala močna segmentacija, torej odločitev na neko zelo zavarovan trg delovne sile, to je ta izvozni sektor in potem rob, ki se prekarizira. Te so cepice v tem sistemu zelo močne, zdaj so nasprotno v tem skandinavskem modelu, zdaj se v prvem planu je Danska, tu teh receptov ni. Zdaj smo nekako poskušali za grobo, tako daleč, kako je z vesolja, nekako živo groba slika, kje je tu Slovenija. Dejansko se lahko povečajo neke paralele podobnosti z nemškim sistemom, tako se oni tako intenzivno, ampak trend je ta. Ti razcepi so zelo podobni, edina to, kar smo tam tudi povzeli, edina temeljna razlika je seveda o tem, tudi Ana o tem piše, da smo v neki dobaviteljski poziciji, pa periferni, mi smo dobavitelji tega nemškega gospodarstva, strukturno pa zadeva podobne. In potem še med vrsticami nekako upamo, da obstajajo pa tudi neki potencijali, neke podobnosti s temi skandinavskimi sistemi, da je, to je naša ocena, da je zelo odvisno od političnih konstelaracij, torej političnega prostora, političnih sil, ki lahko preusmerijo in spodbudijo te potencijale in približovanje recimo bolj proti temu skandinavskemu modelu. To je zelo odvisno od teh igr in ne vem, če je, ampak potencijalni tudi ostali. To je recimo ta nek okvir. Sve predlagam, da bi malo vprašal. V redu, prav, še kdo? Imaš ti, Aleksandra? Ne. V redu, prav, potem pa zdaj odpiram. Ja, še Ana je pa vpraša, ja. Prosti, ja. Ni dodanja, podobnost med slovenskim pa nemškim modelom. Se mi zdi, da to je ključno, da podarimo, da je obstajajo razmerje moči med gospodarstvi, nismo dobavitelji, oni so naši naročniki. Ampak iz vidika samih institucij, ki se mi zdi, da je ključno še na nekaj podariti, zaradi česar sta ta modela, če tudi so trendi na samem trgu zaposlovanja v mestu podobni, radikalno različna, ko govorimo o delovni sili tudi o položaju zaposlovnih znanja. To je položaj monetarne politike pa v moči centralne banke. Slovenska centralna banka ni samo to podrejena Evropski centralni banki, kot je Bundesbank, in nadzira, ki se ne nadzira, ampak ima temeljno moč na ravni. In kar sem probala v mojem članku, se nekako sledila regulacionistom francoskim, da bili ravno pokazala na te odnose med posameznimi institucionalnimi formami in področji, kjer smo videli tako za neokorporatizem v 90-ih, kot kasnejše transformacije v prejšnjem desetletju in danes, je ravno moč centralne banke, njena pozicija, Slovenija je prestavila monetarno politiko, je prenesla monetarno politiko na evropsko raven, na njeno
gospodarstvo, predvsem na trg dela in mest, imela to druge vplive, kakor na nič. Mislim, bilo bo dobro, ampak gre se predvsem za to strukturno pozicijo v nemško gospodarstvo in samo upetost trga dela znotraj sistema, no, se mi zdi, da je. Mislim, sta podobni, a hkrati je različni. Najlepša hvala. Zdaj bom pa kar odprla, prosim, razpravo, vprašanja, komentarje. Bo jaz prebil. Namajal v bistvu, preko si, pa na levico, glede teh skrajšanih, to so zanimive stvari, glede teh skrajšanega delovnega časa. Ne? Namreč, recimo v teh diskontnih prodajalnah, kjer je veliko tega, jaz mislim, da je to prevladujoč model s tem skrajšanim delovnim časom. In tam dejansko plače so višje kot, urna postavka je višja kot Mercatorjeva, recimo. In tam za krajši delovni čas zaslužijo več kot v Mercatorju in mislim, da celo prihajajo. Problem je v tem, ne, da ti ljudje, seveda na eni strani je problem, da pokojnine potem ne dočakaš v bistvu. Ne dočakaš je pa tudi mogoče zato, ker prej padeš dol. In one imajo zelo kratek delovni čas, ampak je to tako intenzivno delo, da preprosto same ne morejo delati. Pravijo, Andraž je intervjuval in pravi ta delavka, vem, da ne bom imela, da je problem ta pokojnina, sam preprosto ne morem delati tam 8 ur pri tem tempu. Moški, in to so ženske tam delajo. Ja, za moške pravijo, itak se sploh ne zdržijo. Večino delajo nekje ne grejo strani. To je maksimum zdržljivosti, ta maksimum je tam pri 5 urah 6, več skoraj da se ne da. Zdaj vsem povabila še publiko. To je krajši delovni čas. Konsenzualen, tako rekoč. Fizične poškodbe so pa zelo velike, prav notranjih organov, recimo izpadi maternic, to je bilo par primerov v Sloveniji, izkompnih izpadov maternic, zaradi prevelike teže, pa tako naprej, fizične poškodbe. Ja, pravi, zaradi penzije, pa to je pa druga stvar. Pa kaj bo z njo, ko bo prišla do takrat, ko ne bi šla v penzijo? Ali bo sploh dočakala, ali ne bo, pa katere vse poškodbe, mislim, poklicne bolezni in do česa bo vse prišlo, ker preprosto ne. Pa višjo plačo in... V redu, prosim, ja, Marja. Torej, najprej jaz čestitam vsem avtorjem. Ko sem vas poslušala en del že leta 16 v Portorožu, takrat sem imela v mislih, ko sem vas poslušala en del položaj delavskega razreda v Angliji. In mislim, da je tudi na veliko poleg kasnega opazovanja uporabljal najrazličnejša zelo čatna poročila, za katera zdaj pravite, da je preprosto ni. To pomeni, da gre za določeno sistematično napako v tem sistemu, zaradi tega, ker če nimaš podatkov, in če nimaš podatkov recimo ločeno po spolu, po etnični pripadnosti, regionalni in tako naprej, potem preprosto problemov ni. To je ena stvar. No, skratka, jaz čestitam vsem avtorjem, posebej vidim, da je Miroslav Stanojevič večkrat omenjen pri posamičnih avtorjih, da se mu zahvaljujejo za skrb, potrpežljivost in tako naprej. Pomeni, da se Miroslavo in Sašo Furlan, jaz sem vidim še le prav dobro to, od blizu, prej sem tole stvari prebrala in bila navdušena tako na uvodom kot na celotnim delom. Skratka, mislim, da bi moralo torej zdaj to delo doseči celo vrsto potencialno nujno s tem seznanjenih javnosti. V prvi vrsti so to recimo poslanci, ki bi morali imeti vsaj nekaj obveznega izobraževanja. Jaz to zelo resno mislim in tudi pazite, oni imajo individualno dovolj denarja, ki dobivajo za namen lastnega izobraževanja, morali bi imeti tudi sistematično skrb za izobraževanje in jo imajo, ampak oni izobražujejo ljudi tako, da ustvarjajo samo videz izobraženosti. Kaj ima vesoljska tehnika, oprostite, s
v slovenskem parlamentu ali pa cela vrsta takih vesoljsko zanimivih tem, nimajo pa take teme, ki prihajajo z področja raziskovanja družboslovcev in družboslov in ki direktno zadevajo vprašanje regulacije oziroma upravljanja te družbe v okviru sodobnih sprememb. Torej, to je prva stvar, poslanci. Drugič, čim več sindikalnih voditeljev in po možnosti s težnjo, da bi se iz tega, lahko bi rekla, hierarhično višjega kroga potem to razširjalo v nižje enote sindikalnega gibanja. Mimo glede še tole, ko ste omenjali Aleksandra, vprašanje inovativnosti. Pazite, inovativnost v načinu izkoriščanja se kaže v tem, da se pravzaprav stari modeli izkoriščajo z novimi tehnološkimi pripomočki. Stari modeli se vračajo. V Sloveniji je to zelo očitno na vseh nivojih, od, kako bi rekla, produkcije materialnih dobrin, da o duhovnih ne govorimo. Kajti velikokrat ima človek občutek že, da si v srednjem veku. Kajti, če recimo 27. aprila poslušaš duhovni misli o pomenu Tomaža Akvinskega, potem veste, kje smo, ne? Skratka, gre za to, da se v bistvu, kakor se stare oblike v novi preobleki, lahko bi rekli, digitalno kozmetizirane obliki vračajo, tako se verjetno bo treba čim prej seznanjati tudi s tistimi oblikami, ki so privedle do začetku izpostavljanja tako imenovane socialne države. Pa še tole mimogrede, ker smo včeraj imeli sociologija časa, mimogrede, pustite ta naslov, ampak med drugim je bilo tam je bilo več takih stvari, ki so zanimive, v zvezi s socialno državo in je bil Bismarck omenjen kot, mislim, neke vrste prosvetljen. Ja, prosvetljen, ampak glavni praktični vzrok za začetke socialne države v Nemčiji in potem tudi drugje je bilo to, da so ugotovile naborne komisije, da imajo zaradi bede delavskega razreda in sploh nižjih slojev, tako šibke nabornike, da niso več sposobni rokovati z modernim orožjem. Torej, militaristični ozadnji cilji so bili tisti, ki so spodbujali začetke socialne države in velik del sodobnega, lahko bi rekla, tega silovitega in blazno hitrega napredovanja modernizacije tehnološke, to je v bistvu primarno bilo namenjeno in je še namenjeno militarističnim ciljem. Tako da to, kar imamo mi kot civilna družba, to so pravzaprav od bele tehnike naprej do najrazličnejših digitalnih pripomočkov, to so stranski produkti te temeljne proizvodnje in temeljnega cilja. Mislim, to je zelo pomembno, samo to dopolnil, vse bom hvala končala. Sam ne me prosim prekinjati, mislim, da je prav, da lahko povemo te stvari. Torej, najprej kdo bi moral vse to vedeti, čim več, da o izobraževanju niti ne govorim. Ne samo na ravni univerze, ampak tudi prej. Take vsebine bi morali priti na raven pouka družboslovnih predmetov, to je zlasti sociologije v srednji šoli in tako naprej. Potem ena stvar. Potem druga stvar pa, to pa zadeva pravzaprav celoto vseh prispevkov. Torej, mislim, da je zelo pomembno, da vsak prispevek po svojega vidika in vsi skupaj predstavljajo eno zelo pomembno izhodišče za zavračanje najrazličnejših olepševalnih razlag, ki jih srečujemo v sodobnosti. Razlag o tem, kako je to družba znanja, brez vsebinskih vidikov, kako je to družba informacij, kako se bo to vse spremenilo, kako več ne bo nihče sploh delal, ker bo vsak doma in tako naprej. Torej, pa kako je to neka moderna, neindustrijska in tako naprej, kaj se vse družba. Torej, ta knjiga je podlaga za to, da se pravzaprav, tako bi rekli, družboslovna interpretacija vrača k resničnosti. Oziroma, neke vrste je to približek uresničevanja 11. teze o Ludviku Feuerbachu. Končam. Hvala. Si me spomnila, da je zdaj ena taka koda, beseda, ki velja kot koda zanka.
zdaj imamo se na univerzi pogovarjamo o zelo mnogih zankah. Imate zanke kakovosti, pa zanke tega in onega, tako da se šnašnjo. Hvala sem odreagirati na tisto, kar je s čim je Marca začela kot potrditev majnega trditve, da nimamo zadosti podatkov, če bi jih imeli, da bi nam bilo lažje. Glede in zadeva tudi delovni čas. Nažalost je še hujše. Podatke pravzaprav imamo. Mi smo podatke o tem, da delavci v Sloveniji delajo več kot 12 ur v določenih sektorjih in da je kršenje delovnega časa absolutno primarna oblika kršitev delovnih pogojev, dobili od inšpektorata za delo. Ni nam bilo treba nobenega prepričevati, da bi nam to dal. To je javno, to dobiš. In meni je strašno simpatična Levica, ampak in ta eksperiment, da bi delali 6 ur, bi jaz, če bi se pogovarjali z njime, rekla, dajmo eksperimentirati z 8-urnim delovnikom. Dajmo eksperimentirati s tem, da spoštujemo zakonodajo. Torej, to, nažalost, ta razsvetljenski ideal, da če bi imeli podatke, bi imeli znanje in če bi imeli poslance znanja, bi ravnali pametno in povečevali našo svobodo. Nočem biti črnolida ali grda, da in vam slabo voljo vas spravljati, ampak ne drži. Enostavno iz tega, kar smo naredili vse iznotraj tega dela projekta, to ne drži. Podatke imamo, podatki so grozni, spravljajo tudi zelo slabo voljo. In bolj kot izobraževanje, jaz mislim, da bi bilo na mestu, ker to manjka, to smo ugotavljali. Delavca je strah, to se ti poudarjala, in to ozaveščanje o tem, da niso same, ozaveščanje, da so tudi drugi v podobnem položaju in da so nekje uspešni poskusi, pravim, ne še popolnoma neuspeli, da se skupaj združijo in temu uprejo. To se mi zdi mogoče, da temu nočem zmanjševati pomena naših informacij. Branko je imel, se oprečujem, je imel tako predavanje, včerajšnji. Potem je naredil podatek, ki je zgovoren, da je prekarizacija šibka tamo, kjer so močni sindikati. Tamo, kjer so šibki, je seveda močna. Šibki so pa v storitvah. Tako da tu je neka zelo, Branko predlaga neko bolj nad varianto sindikalizacije, združevanja. Ampak ti sektori so zanimivi, tamo, kjer je varnost možno, delujejo te močni arteriji in žal je, ti razcepi so problematični. Ampak pravim, so stvari, ki povezujejo, so, če kolegi mladi pišejo o možnostih sindikalnega organiziranja na vlaku, ampak tukaj vidim eno upanje, malo, ampak ja. Lahko dam publiki besedo, če ne se bo zgodil to, da se bo dialog med avtorcami in avtorji knjige razvil in do konca. Če nimaš kaj, je čisto kratko. Zelo kratko. Mislim, da je potrditev tega, kar je Ana pregovorila. Mislim, pred še kakšnim desetletjem, sem imel en kratek pogovor z enim ministrom oziroma ministricom, ne bom povedal, kdo je. In sem dobil občutek, ker sem vedel, da v bistvu nekakšen nazor imam, ampak po tistem obisku Bruslja se ta nazor dejansko spremenil, ker je pač položaj je v bistvu nekako je bil tak, da je ta izjavil, torej ta ministrica je na koncu izjavila, da ni alternativ. Torej v bistvu ne tisto, kar rečejo gor, pač v Bruslju, to so alternative, to so različne možnosti, ampak razen tega, kar so gor rekli, ni drugega. In potem je ta drža, v bistvu nekako popolnoma drugačen. Torej v bistvu nimate več načina razmišljanja, oziroma pač po katerem vi, kot se ne iščete možne alternative, ampak so vam povedali, to je alternativa, oziroma to so možnosti in izbirajte.
Šečev? Ali še kdo? Dve vprašanje, imam samo eno in en za koga. Kaj mislite o tej tezi, ki je parkrat ponovil sindikalist Goran Lukić, da je največji problem zdaj z prekarnostjo pomanjkanje inšpektorjev? Da zakonodaja ni tak problem in tako naprej, ampak inšpektori, torej inšpekcije. Drugo vprašanje pa za kolega Stanojeviča, tiste 3 sindikalistične strategije. Me zelo zanima, kakva bi bila tvoja napoved, vem, da nisi čarovnik, ampak vseeno okrog smeri razvoja našega sindikalizma, ali bolj v tisto smer skrb samo za svoje članstvo, pa neokorporativistična strategija ali pa radikalna. Kako vidiš nadaljnji razvoj te scene, kaj bi napovedal, če bi moral napovedati? Mislim, da je ta zelo je močan trend, ta spontan tega ekonomističnega sindikalizma. To je definitivno. Fides, recimo. Da, recimo, to je v javnem sektorju se to močno dogaja, pa tudi drugodne. To je, kako rekel, neko stihija. Zdaj delamo neko tudi majhno raziskavo in intervjuje in definitivno je tudi s tem bolj integrativnim neokorporativističnim sindikalizmom se je reč zelo zamajala, posebej po vstopu v Evropsko unijo in evroobmočje. To je prav povezano s temi spremembami, tako da je neko ogrodje teh neokorporativnih struktur se je podrlo po tem vstopu. In so te interakcije bolj fragmentarne. Tukaj sem zelo neki novejši raziskavi ugotovili, sindikati v tej krizi so se dogajale neke fragmentarne, temu rečemo, koncertacije, neka olajševanja, ki spominjajo na prejšnji sistem, nimajo pa zveze s tim. En primer takšne politične menjave bi bilo sprejetje pokojninske zakonodaje v tej drugi fazi krize ministra Vizjaka. On tudi tu je bil spet nek del spet pokojninska zakonodaja, zakon o delovnih razmerjih. To je bil nek fragment, potem se vprašaš, kaj, če je to res bila koncentracija politična menjava, Vizjaki, ki so dobili neko podporo, kaj so sindikati dobili? Dobili so nekaj, ki bi lahko sprejeli 2 leti prej. Potem ugotoviš, da v bistvu samo gre za boj, za to, da se ohrani stik ali vpliv na politiko, dostop do politike. To je vsebina menjava je to, da oni branijo dostop do centrov moči, iz katerih so bili predtem v času Pahorja vrženi van, ali zadirani. To je recimo na tem nekem makro nivoju potekajo ti boji. Tako da ti fragmentarnih delov, to se bo dogajalo še naprej, so pa sindikati dejansko bistveno šibkejši kot prej. Ostali so brez ključnega orodja, to je ta referendum. To je bil močan instrument v teh igrah, to jim je zadirano, tako da sindikalizacija je padla na 20% v tem kriznem obdobju, malo pred krizem je to začelo 40%, recimo v slabem desetletju, 6-7 let. Tako da to so res dramatične spremembe, ne pa pomeni to, da so totalno šibki, brez moči, imajo pa mobilizacijsko kapaciteto, odvisno od problemov. Ko se pojavijo problemi, mobilizacije se bodo zgodile in vlade bodo imeli težave, če ne bodo šli v neke dogovore, posebej kot ugotavljamo v drugem delu mandata. Definitivno so šibke, koalicijske vlade v drugem delu mandata, pa to potem se malo več razpadajo. Potem se to sindikalisti že dobro vedo, kaj se to delo. Tako da, kaj se fragmentacija je močna, tudi ta perspektiva tega nekega integrativnega sindikalizma ni preveč. Tako dejansko, da se tu prostor za neko radikalizacijo odpira. Ampak samo vprašanje temu, kar je Sveč vprašal. Namreč mene pa zanima, ali so ugotovljene kakšne razlike med tujimi lastniki in sindikalno organiziranostjo in recimo tistimi, ki so domači lastniki, oziroma slovenski državljani lastniki. Ker ponekod vem, da so že začeli prepovedovati to sindikalno organiziranost. Če imate mogoče kartice podatke? To ne smejo po tej zakonodaji, ne bi smeli, dogaja se, ampak mi imamo po velikosti podjetij,
In tako da tu osnovno pravilo je to je v večjih podjetjih, ki so stopnje signaliziranosti v industriji, v izvoznem sektorju, tu je signalizacija sorazmerno močna. V teh storitvah najboljši primer je prav ta trgovina drobno, tu je katastrofa, to je fluktuacija zelo velika zaposlenih in prekarizacija močna. Hrane torej niso nam pokazali to lasništvo. Ampak mislim, da tu nekih so ekscesije, ampak mislim, da tu razlik ni. To je, če so večja podjetja imajo organizacije, tako da v teh večjih podjetjih v bistvu delež nesindikaliziranih srednje velikih in večjih podjetjih zelo majhnih. Potem, ko čim manjše podjetje, potem ti tipi organiziranja izginejo. Res pa je, da se podjetja postajajo število manjših večja. Da so manjše in glavno domače lasti, tako da bi celo znalo biti obratno od tega. Ne, jaz sem sprašala. Pa še ravno, to je poslednje vprašanje. Ja, mislim, ni enega samega odgovora. Seveda, da bi bilo boljše, če bi bilo, ali je to največji problem prekarnosti danes, da imamo premalo teh inšpektorjev. Ni največji, ampak zagotovo bi bilo boljše, da jih je več. Ampak ena druga dimenzija tega je, to je simbolno ravnanje države, da ljudem, ki naj bi skrbeli za spodobnost delovnih pogojev, ustvarjajo prekarne delovne razmere. Delati na inšpektoratu za delo kot inšpektor je izrazito grdo. Pogoji dela teh ljudi so grozni, ker jih je absolutno premalo in so sami prekarizirane v časovnem smislu, da ne govorimo o drugih pogojih. Torej, to dimenzijo ne mislimo, ampak to simbolno dejanje, da se država ne potrudi na tem, to ni strošek. To bi se absolutno lahko gre za simbolno slab signal. Mogoče še jaz, da en del tako odgovorno. Vse mi vsi trije prihajamo tudi iz društva CETRA, ki se ukvarjamo tudi s tem raziskovanjem nekako delovskega organiziranja. Se mi zdi, smo se zdaj zelo zanimive stvari so se odprle, ene pri vprašanju delovnega časa, kot smo ugotovili, da vse mogoče če smo tudi ugotavljali, da je Slovenija je nek hibrid, kar se tega tiče med na eni strani popolno neoliberalnim kapitalizmom, na druga strani pred to socialno državo pa drugi svetovni vojni. Kljub temu imamo še vedno neke zakonodajne osnove, ki so ostanek pač nekega močnega sindikalnega gibanja, ampak na ravni delovnih mest so se pa zaustavili. Smo videli, da delovni čas se je povišal, intenzivnost dela je narasla v neki meri in sama organiziranost teh delavcev, ne samo, ki so oni člani v sindikat, pa je to in to odstotkov, ampak še vedno niso pa na ravni delovnih mest aktivni, niso organizirani, niso sposobni sami recimo zahtevati, ali niso ne na eni strani dovolj informirani o samih pravicah, ki jih imajo, skratka iz kolektivnih pogodb ali pa na drugi strani nimajo občutka povezanosti, solidarnosti, neke moči, da sploh v praksi zahtevajo izvajanje teh pravic, ki so na tej ravni doseženi. Zdaj, ali bi dejansko povišanje delovnih inšpektorjev to izboljšal, delno bi tukaj seveda pomagalo, ampak to je spet ena stvar, ki je pač odvisna od same moči sindikatov ali pa delavcev, da to izborijo in moramo po mojem primarni ta problem organiziranosti delavcev delovnih mest in moramo mislim, da smo pravilno zaznali, da so tukaj so na različnih momentih, ali v različnih industrijah, ali na ravni storitev in tako naprej, kjer se delavci že organizirajo in moramo te nekako uspešne primere najdeti, jih povezati med njimi in na tem. Mislim, da smo tudi sindikati so se mogoče, glede na to, da se je sama delovanje kapitalizma zaostrilo, so se začeli pač mogoče malo manj ukvarjati za samo aktivacijo članstva, ampak več samo z nekim individualnimi storitvami tem delavcem, ali pravna pomoč, ali pritisk preko medijev. Pustili so pa tisto pač osnovno dejavnost je pa organiziranja delovnih kolektivov, da oni sami lahko zahtevajo tiskar sindikati ali pa tudi politiki na državni javni izborijo in se mi zdi to mogoče tista ključna stvar, ki bi jo morali nekako ta organiziranost delovnih kolektivov po moje smeri.
Še kakšno vprašanje, komentar? Ja, oprostite, ampak meni se zdi zelo pomembno, da je v tej knjigi v uvodu, to na straneh 8 do 9, opozorjeno tudi na zvezo prekarizacije z doseganjem oziroma nedoseganjem večje družbene enakosti spolov. To je pa zelo resno vprašanje, ki je tukaj zelo lepo nakazano in prikazano ravno na primeru razlik med nemškim in skandinavskim modelom države blaginje, kaj en omogoča, kaj tudi ne. V Sloveniji smo prav pred nekaj dnevi imeli primer spet zgledovanja pravzaprav po konzervativnem modelu in je takoj reagirala vrsta ženskih organizacij, ki točno veš od ženskega lobija in naprej, od sindikat. Namreč prav na področju ženskega gibanja je povezano zelo velika in koliko je elementov, recimo socialne države, ki so vključevali ali so bili pogoji za večjo enakost družbe, toliko je posledica upiranja v Sloveniji, ki je veliko večje, vlasti pa so ženske organizacije, to je moram prav iz lastnega opazovanja in avtentičnih virov povedati, torej je v Sloveniji to dejansko delujoče, veliko bolj kot drugje, v drugih državah, recimo, ker so imeli veliko večji razkroj te socialne države. Še kakšno vprašanje, prosim, komentar, če ne bomo počasi zaključili. Še kakšne misli? Ne, potem se vsem najlepše zahvaljujem in priporočam knjigo. Miroslav je prinesel par izvodov sem, jo lahko kupite.